Obiskali smo marketinški semafor, ki se tokrat odvija že 7. leto. Slogan marketinškega semaforja je marketing na virtualnem igrišču. Marketinške modrosti so nam podali tuji in slovenski znani marketinški strokovnjaki. Zraven predavanj so vzporedno potekale tudi delavnice in na koncu še okrogla miza. Torej, kakšen je odziv? Ti si predsednik kluba za marketing, ne? Ja, tako. Torej, en izmed glavnih organizatorjev iz študentskih vrst. Kakšen je odziv na marketing, kater semafor je to že? Ja, tako kot si omenil, jaz sem predsednik tega društva, imamo pa odzadnji celo ekipo, ki je poskrbela za celotno organizacijo, tako da brez njih seveda ne bi nam uspelo. Drugače je pa to 7. marketinški semafor, ki poteka letos na temo marketinga na virtualnem igrišču. Odzivnost je presenetljiva, v bistvu v skladu s pričakovanji, nad pričakovanji, zato ker vsako leto je vse boljši odziv. Letos tudi po komentarjih oziroma mnenju publike imamo dokaj dober oziroma odličen program, tako da vsako leto delamo na nadgradnji same kakovosti, torej da tudi pridobimo nove predavatelje, ki so priznani v nekem času in prostoru, kot tudi sponzorje. Ta projekt veliko obeta tudi za prihodnost, za prihodnje generacije. Torej, predavalnice so polnjene? Vsekakor, tako da če boste šli se še sprehoditi pa zabeležiti tudi s kamero, boste opazili, da ljudi je ogromno. Zdaj ste glih, kar je konc delavnice, fotografske delavnice Tiborja Goloba, in kaj ste odnesli od te delavnice? Ja, meni je bila delavnica ful všeč. Kaj sem odnesla? Ugotovila sem, da ne rabiš šole, da če te nekaj zanima, lahko narediš sebe in tudi to delaš. Recimo ta fotograf nimate šole in dela to dobro in z znanimi slovenskimi obrazi, in takšno delavnico mogo slišati marsikdo. Glede na to, da smo v težkih časih, kjer ni služb, kjer ni perspektive, mislimo mi, da ni perspektive, se mi zdi, da bi lahko tega fotografa spoznalo širša publika in videli, da so možnosti, da so ambicije, dobiš priložnost, dobiš to, dobiš tisto, spoznaš ljudi, prave ljudi in dobiš tudi vse potencijale, vse možnosti, da narediš sebe nekaj in da si uspešen in tudi imaš kariero. To pomeni, če si kreativen pa delaš tisto, kar imaš rad, pa veliko delaš, ti lahko uspe. Definitivno spoznaš prave ljudi in si v pravem času na pravem mestu. Jaz verjamem to in tudi mislim, da je tako. In kakšna je vloga danes vaša tukaj? Jaz sem programski koordinator za strani katedre za marketing. Tako kot vsa leta doslej, tudi to 7. leto, seveda z veseljem pomagamo študentom pri pripravi tega dogodka, ki je predvsem študentski dogodek, ker pač mislimo, da je nekako povezava med znanjem, ki ga imamo mi, in pa seveda ambicijami, ki jih imajo študenti, seveda zelo dobrodošla. Pa še kako veliko ime današnjih predavateljev? No, zdaj ne bi želel izpostavljati, ker so seveda predavatelji vsi izjemno kakovostni, tudi predavanja so. Morda bi omenil samo iz Zagreba soustanovitelja ene največjih, pravzaprav hrvaških oglaševalskih agencij, Bruketa Žinić. Bil je tukaj danes z nami soustanovitelj in solastnik Nikola Žinić, ki ga seveda hrvaška javnost, pa tudi v Sloveniji, oglaševalski in komunikacijski svet zelo dobro pozna. Si prvič danes tukaj na marketinškem semaforju? Ne, vsako leto. To pomeni, da si zdaj že? 7. Glede na to, da si dala prvo predavanje in zdaj že 7. skozi, oziroma prvo leto in 7. Kako se ti zdi napredovanje tega marketinškega semaforja? Ja, vsako leto je več zanimivih predavanj, več sponzorjev, več vsega. Za študente je to itak ful izkušnja, da prijajo poslušati te praktične nasvete strokovnjakov. Torej svetuješ vsakim, ki je ekonomist oziroma vsem? Še posebej tistim, ki jih zanima marketing.